praženi ječmen, kakovostna voda ter za začimbo domači hmelj in varjenje domačega piva se lahko prične. Prvi kozarec takega piva si ga bomo natočili šele čez dobre 3 tedne. Takrat bo še tako zvano mlado pivo in čez enih dobrih 4 do 6 mesecev bo polno pivo zakon. Takole veselo je bilo v starem jedru Kopra, kjer se je zbralo 10 mikropivovarjev, ki jim je varjenje piva ne le način življenja, ampak tudi vsakdanji kruh. Kakšni pivci smo Slovenci, zahtevni, nezahtevni, radi preizkušamo nove stvari, kako je s tem? V bistvu taki zelo zanimivi pivci. Po eni strani nam ni mar, dokler je pivo mrzlo, po drugi strani smo zelo picajzlasti, imamo svoje najljubšo, hkrati smo pripravljeni poskusiti marsikaj. Ideja o tem pač manj je več, oziroma bo biti raje še kako pivo manj, pa to kvalitetno, to je vedno bolj drži. V Kameralu gojimo neko kulturo pitja pive in se nam zdi najboljši način in najbolj prijeten način to, da lahko pivci spoznajo direktno pivovarja, da lahko z njim spregovorijo, da se podučijo, da zvejo, kakšne vrste piva poznamo. Ne glede na to, da je festival v dobršni meri krojilo aprilsko vreme, se obiskovalci niso dali. Lepo je spiti kozarec piva, s tem, da lahko menjaš tudi malo okus, in da se proba. In zdaj jaz sem probal par zadev in je kar v redu. To, kar ste danes tukaj probali, kako bi lahko ocenili? Kar v redu. To bi moglo biti le non-stop, vsak vikend tako. Hvala Bogu so taki lokali, takšni ljudje, ki imajo neke vizije in vse se vidi, kaj se dogaja v Kopru. Tako je bilo včasih, tako bi moglo biti tudi zdaj. To je končni produkt home brewinga iz flaše v kozarec. Vonj in okus.